Večina fotografij nas spominja na lepe trenutke v našem življenju in spomine, ki jih želimo ohraniti za vedno. Vendar so nekatere slike veliko bolj zlovešče, saj so povezane z nerešenimi zločini in v nekaterih primerih služijo kot edini namig za razrešitev te skrivnosti. Kaj se je zgodilo s Sally Ann? To je vprašanje, ki muči zaskrbljeno družino že od leta 2016, ko je varnostna kamera ujela nekaj resnično nenavadnega. Bil je dan po Božiču v Northumberlandu, 26. decembra 2016, ko se je 59-letna odločila, da se iz neznanih razlogov odpravi na jutranji sprehod. Okoli 3 ure zjutraj se je podala na potovanje, ki se je zdelo skoraj neskončno, dokler ni izginila. Oblečena le v pižamo in nepremočljiv plašč, je Sally hodila po zapuščenih ulicah, kjer ni bilo nikogar, da bi kaj videl. Nekaj ur kasneje se je pojavila na varnostni kameri. Hodila je hitro in odločno. Zdaj je bila 18 km stran od doma in je hodila ob nabrežju Newcasla. Video je bil označen s časom ob 7:15 zjutraj. Njene rožnate pižame so izstopale v temi. Kot da bi bila na misiji brez očitnega cilja, je Sally izginila iz vidnega polja za hotelom Copthorne, izginila blizu nihajnega mostu in nato izginila v sencah. Nihče ne ve, kam je šla potem. Lahko bi se odpravila proti središču mesta do hotela Hilton. Sally bi se lahko odpravila proti mostu Tyne Bridge ali celo sledila reki Quayside. Možnosti so bile neskončne. Ure kasneje, ko se ni oglasila nobenemu od svojih 3 otrok, so se začeli pojavljati strahovi in družina se je odpravila na lokalno policijsko postajo, da bi jo prijavila kot pogrešano. Čeprav je bilo mogoče, da je imela težave z duševnim zdravjem, so njeni otroci povedali, da je bil Sallyin Božič, dan pred njenim izginotjem, poln veselja. Bila je dobre volje in je prijetno preživela dan z družino. Takrat nihče ni bil zaskrbljen za njeno dobrobit. Oblasti so zbrale svoje sile in jih poslale na ulice. Hoteli, trgovine in bližnja reka so bili temeljito preiskani, vendar niso našli ničesar. 26. december se je končal brez razkritij. Panika se je stopnjevala, medtem ko je skupnost pomagala budno spremljati vsakogar, ki bi bil podoben pogrešani ženski. Občasno so poročali o nekaterih opažanjih, vendar nobeno ni bilo potrjeno, prav tako niso pripeljala do njenega izsleditve. Naslednji dan se je iskanje nadaljevalo z obnovljenim upanjem. Kljub temu se niso pojavile nobene sledi ali namigi, ki bi kazali na Sallyino lokacijo. Dnevi so se spreminjali v tedne, tedni v mesece, a odgovorov še vedno ni bilo. Potem je prišlo do preboja v primeru, vendar ne takega, kot so upali. 3. februarja so v reki blizu Jara odkrili truplo. Družina pa je bila na trnih, ko so čakali na potrditev. Dnevi so se vlekli, ne da bi bila opravljena uradna identifikacija. Do miru bo težko priti. Medtem ko so se Sallyini otroci spopadali z verjetnostjo, da telo pripada njej, so se morali soočiti tudi z več neizprostimi vprašanji. Spraševali so se, kaj bi jo lahko spodbudilo, da je tistega jutra odšla. Ona in njen mož sta bila neločljiva. Ali je morda doživela kakšno zdravstveno težavo? Nekateri so celo ugibali, da je doživela nenaden pojav demence. Vendar pa je posnetek nadzorne kamere razkril eno očitno sled. Sally ni bila podobna sebi. Hodila je hitro, kot da bi bila jezna, vendar pa izvor te jeze ostaja neznan. Iskanje odgovorov v primeru Sally Ann se še vedno nadaljuje, brez kakršnih koli razkritij. Družina je zaradi nerazložljive preizkušnje ostala pretresena in zmedena. Prav tako tudi preiskovalci in policisti, ki sodelujejo v tem nenavadnem primeru. Mnogi med nami bomo priznali, da smo med vožnjo nagnjeni k besu na cesti. To je bil povod za številne nasilne izbruhe, vendar večina izmed nas spusti jezo iz sebe in nadaljuje s svojim dnem. Incident pa kmalu pozabimo. Toda to se ni zgodilo v primeru 44-letnega voznika tovornjaka po imenu George Guerrero, ki je prihajal iz mesta Perth Amboy v New Jerseyju in je 7. maja 2017 vozil svoj tovornjak s polpriklopnikom proti vzhodu po avtocesti Interstate 10. Po navedbah prič, ki so opazovali dogodek okoli 13:50, tistega popoldneva je George pravkar zapustil gradbišče, nato pa je iz desnega pasu prešel na levega. To bi očitno razjezilo drugega voznika tovornjaka, ki je nato začel voziti tik za Georgevim tovornjakom, zaradi česar se je George vrnil na desni pas.
Toda drugi voznik tovornjaka je pospešil in se pripeljal ob Georgeov tovornjak. Priče niso prepričane v to dejstvo, vendar verjamejo, da je drugi voznik s svojim vozilom sunil Georgeov tovornjak, zaradi česar je zapeljal s ceste in v bližnji gozd. Kasneje je prišlo na dan, da sta bila oba tovornjaka drug ob drugem. Drugi moški je izvlekel strelno orožje in večkrat ustrelil na Georgea, medtem ko sta vozila približno 110 km/h. Priče, ki so bile prisotne, so takoj obvestile policijo, saj so bile zaskrbljene, da bi bil George lahko poškodovan. Ko so policisti prispeli, so ugotovili, da je bil večkrat ustreljen in da je že umrl. George je potoval s svojim psom Arijo, ki jo je rešil iz zavetišča in ga je spremljala na številnih njegovih poteh, odkar se je odločil, da bo začel voziti tovornjake zasebno. Prej je bil zaposlen pri Oscar Transportation v Middlesexu, New Jersey. Arija je bila najdena nepoškodovana v tovornjaku in prepeljana v lokalno zavetišče, kjer jo je kasneje prevzel Georgeov bratranec. Od takrat živi pri Georgeovem sinu Christopherju in pravijo, da ji gre dobro. Povedali so, da je napadalec, potem ko je Georgeov tovornjak zapeljal s ceste, pobegnil. In čeprav so priče podale opis, ga nikoli niso identificirali. Opisali so tudi tovornjak, s katerim je potoval, in fotografija tega tipa vozila je bila nato objavljena za javnost. Osumljenec je opisan kot temnopolti moški z brado, verjetno pa je že nekaj časa voznik tovornjaka. Vendar pa domnevajo, da verjetno ne vozi po določeni poti in se morda od napada ni vrnil na to območje. Zadevo še dodatno zapleta dejstvo, da je avtocesta Interstate 10-1 najbolj prometnih cest v državi, po kateri vsak dan pelje na tisoče tovornjakov. Kljub temu so oblasti objavile opis napadalčevega tovornjaka in poudarile, da je bil morda med trkom poškodovan na boku. Opisan je kot oranžen Freightliner Century z ravno streho, letnik 2000-2005, ki ima aerodinamični spoiler in spalni prostor. Ko se je incident zgodil, je napadalec vlekel 53 čevljev dolgo belo prikolico, ki je bila po pričevanju očividcev precej umazana. Vsak, ki je bil priča incidentu ali pozna omenjenega voznika tovornjaka, naj kontaktira policijo v Jacksonvillu na številko 904 630 5. 00. Claire Holiday je januarja letos obiskala otok Mull. Tisti mesec bi praznovala svoj 36. rojstni dan, česar se je njena družina zelo veselila. Žal pa niso nikoli dobili priložnosti, da bi ga praznovali z njo, saj je 16 dni prej, 7. januarja, skrivnostno izginila. Claire je bivala na območju Fion Forta na otoku in naj bi med svojim potovanjem uporabljala avtodom Ford Transit. Avtodom je imel registrsko številko WN52AZP, v katerem je domnevno tudi prebivala. Ko Claire ni več odgovarjala na klice in sporočila svoje družine, so postali vse bolj zaskrbljeni in obvestili policijo. Opisali so njen avtodom in povedali, da je 35-letnica govorila z angleškim naglasom. Poslali so tudi nekaj njenih nedavnih fotografij, v upanju, da jo je kdo opazil v okolici. Krajevna policija je sprožila obsežno iskanje. Med nujnim iskanjem Claire so preiskovalci naleteli na nekaj posnetkov nadzornih kamer iz območja Fyanforta. To je bilo zadnjič, ko so jo videli, preden je skrivnostno izginila in je nikoli več niso videli. Fyanfort je zadnja vas na koncu Cranior ceste, območje, kjer lahko obiskovalci ujamejo trajekt za Iono. Claire je morda celo stopila nanj in se izgubila na sosednjem otoku. Na tem območju je več trgovin, restauracija, kavarna, trgovine s spominki in trgovina z orodjem. Vendar se nihče ne spomni, da bi v katerem od teh krajev videl žensko, ki govori angleško. Na posnetkih varnostnih kamer je mogoče videti žensko, ki nosi modro jakno, bele hlače, šal in kapo. Izvedene so bile obsežne preiskave glede izginotja, javnosti pa so bile posredovane slike Claire skupaj z vsemi razpoložljivimi informacijami. A kljub temu se zdi, da nihče ni opazil ničesar nenavadnega. Policija vztraja, da je lahko tudi najmanjši podatek ključna sled pri razjasnitvi, kaj se je zgodilo z njo. Organi pregona so od takrat vključili posebna sredstva, vključno z iskalnimi psi, pomorsko enoto in zračno podporo. Sodelujejo tudi z lokalnimi policisti in agencijami, v upanju, da bodo razvozlali to nenavadno skrivnost.
Ljudje običajno ne izginejo kar tako na otoku Mull, zaradi česar je primer Claire Holiday še posebej skrivnosten in vznemirjajoč. Iskanje odgovorov se nadaljuje, ko minevajo meseci. Njena družina in prijatelji še vedno upajo, da bo kmalu prišlo do razkritja. Ko se leto bliža koncu, pa to upanje počasi usiha. Policija v North Oaklandu je objavila fotografijo vozila, za katerega verjamejo, da je bilo vpleteno v primer 22-letnega Aje Nakana, ki je bil ustreljen leta 2023, le nekaj ur preden bi praznoval svoj 23. rojstni dan. Aja je takrat pravkar diplomiral na Univerzi v Oregonu iz sociologije. Za dodatni zaslužek pa je začel delati v logističnem podjetju. 12. junija tistega leta je odpotoval na kampus UC Berkeley, kjer je igral košarkarsko tekmo. Po koncu tekme je sedel v svoj avto in se odpeljal domov v Emeryville. Ko pa se je peljal po delu ulice Marker pri številkah 5800 v North Oaklandu, ga je od zadaj zadel drug avtomobil. Ustavil se je, da bi ocenil škodo in izmenjal podatke o zavarovanju z drugim voznikom. Oba moška sta izstopila iz drugega avtomobila in pristopila k Aji, preden je eden izmed njiju izvlekel strelno orožje, ga uperil v Ajo in pritisnil na sprožilec ter mu vzel življenje. V letih, ki so minila od takrat, osumljenci niso bili identificirani. Družina Aje pa meni, da so bili policisti pri svojih prizadevanjih za rešitev primera malomarni. Njegova mati Marija je prepričana, da nekdo v Oaklandu ve, kaj se je zgodilo tisto noč. Vendar se nočejo javiti zaradi tega, kar sama imenuje kultura neovajanja med ljudmi, ki živijo na tem območju. Morda jih je tudi strah, da bi se jim storilci maščevali, če bi se javili. Zato je Ajin primer od takrat ostal nerešen. V želji, da bi pridobili več informacij, sta policija Oaklanda in FBI ponudila skupno nagrado v višini $120,000 vsakomur, ki bi se obrnil nanjo z informacijami, ki bi pripeljale do identifikacije Ajinih napadalcev. Preiskovalci so takrat objavili tudi fotografijo avtomobila, za katerega verjamejo, da je bil uporabljen za zalet v Ajino vozilo, potem ko so ga opazili na posnetkih nadzornih kamer iz tega območja. Na fotografiji je prikazana srebrna 4-vratna limuzina, vendar je slika zelo zamegljena in niti voznika, niti sopotnika ni mogoče videti. Ni bilo razkrito, ali je bila Aja po napadu oropana, zato motiv za zločin ostaja skrivnost. Njegovi prijatelji in družina so izjavili, da ni vpleten v nič sumljivega, kot so prepovedane substance, in po njihovem vedenju si ni ustvaril nobenih sovražnikov. Čeprav znamka in model omenjenega avtomobila ostajata neznana, upa policijska uprava Oregona, da bo kdo prepoznal vozilo na fotografiji. Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, informacije, ki bi lahko pripomogle k razrešitvi Ajinega primera, vas prosimo, da pokličete oddelek za umore policijske uprave Oregona na številko 510 023 83821. Bilo je 6. novembra 2021, ko je Brent Cross Shopping Center v Londonu tistega jutra ob 10. uri odprlo svoja vrata za obiskovalce. Stranke so začele polniti hodnike, si ogledovati izložbe ali kupovati živila. V nakupovalnem središču je bilo več zlatarn, med njimi tudi Fraser Hart. Ker je bila trgovina v velikem nakupovalnem središču, obdana z varnostniki in množico ljudi, nihče ni pomislil, da bi jo kdo poskušal oropati. Nadaljevali so svojimi opravki, ne da bi vedeli, da se nevarnost skriva za vogalom. Le 15 minut po odprtju nakupovalnega centra je strah preplavil srca nakupovalcev in prodajalcev. Strah je povzročilo rjovenje motorjev, rjovenje, ki tja zagotovo ni sodilo. 3 motorji so švignili skozi center, na vsakem sta bila po 2 človeka. Motoristi, skriti za čeladami in usnjenimi oblačili, so prišli po zlato. Nadzorne kamere nakupovalnega centra so jele grozljivo preizkušnjo. Ljudje so odskočili na stran, ko so motorji vijugali med njimi in se neposredno usmerili proti svoji dragoceni tarči, Fraser Hartu. 6 motoristov je skočilo s svojih dvokolesnikov, 3 so stekli v zlatarno, druga polovica pa je ostala zunaj z bejzbolskimi palicami in sekirami v rokah. Nihče si ne bi upal približati ali poskušati ustaviti teh grozečih posameznikov. V ozadju posnetka je mogoče videti druge roparje, kako polnijo svoje torbe z vsemi dragocenimi predmeti, do katerih so lahko prišli.
V manj kot 2 minutah so motorji zarohneli. Roparji so ponovno zasedli svoja mesta na sedežih in že so bili na poti. V največ 2 minutah so motoristi razbijali po trgovini in pograbili vse, kar so želeli, v skupni vrednosti $3 milijonov nakita. Naslednjih nekaj minut so sosednje trgovine spustile rodete, medtem ko je bila policija obveščena o grozljivem dogodku. Nato se je začelo iskanje napadalcev. Preiskavo so prevzeli detektivi posebne enote za rope in 1 uro po ropu so na bližnjem golf igrišču odkrili 3 zapuščene motorje. Eden izmed njih je bil črn z oranžnimi vzorci, ki so krasili njegovo karoserijo. Drugi motor je ležal na boku, imel je belo karoserijo in modre poudarke. Oba sta bila očitna in nezamenljiva, kar je verjetno tudi razlog, da so jo napadalci zapustili, saj so vedeli, da jih policija išče. Kljub temu, da so imeli posnetke varnostnih kamer dogodka in motorjev, preiskovalcem ni uspelo izslediti lastnikov nobenega od motorjev. Izginili so v vsakdanji vrvež prav tako hitro, kot so se pojavili v nakupovalnem središču. Zlili so se z ostalimi prebivalci, izognili so se odkritju in aretaciji. Po izginotju 21-letne Mare Murray na cesti Route 112 v Haverhillu v New Hampshireu leta 2004 je njen primer pritegnil pozornost ljudi po vsej državi zaradi nenavadnih okoliščin, ki so ga obdajale. Nikoli je niso našli. Leta 2024 pa so objavili fotografijo s starostno napovedjo, ki prikazuje, kako bi Mara izgledala zdaj, več kot 2 desetletji potem, ko so jo nazadnje videli. Upajo, da jo bo kdo prepoznal in končno razrešil skrivnost. Primer Mare se je začel 9. februarja tistega leta, ko je študirala medicinsko nego na Univerzi Massachusettsa v Amherstu. Tistega dne se je očitno odločila zelo nenavadno, saj je znano, da je v avto spakirala svoje učbenike, kupila za približno $40 alkohola in se nato odpravila s kampusa, ne da bi kogarkoli obvestila o svojih načrtih. Nato so jo opazili na cesti Route 112 v Haverhillu po približno 2 urah vožnje, kjer je očitno izgubila nadzor nad avtomobilom v ostri, serpentinasti krivini in trčila v drevo. Voznik avtobusa jo je opazil skupaj z razbitim avtomobilom ob cesti in se odločil, da preveri, kako je z njo. Vprašal jo je, ali je poškodovana, vendar je Mara odgovorila, da je v redu. Voznik je posumil, da je pod vplivom alkohola in ji ponudil, da pokliče policijo, vendar mu je Mara rekla, naj tega ne stori, saj je že poklicala pomoč na cesti, ki naj bi poslala vlečno vozilo. Toda voznik avtobusa je vedel, da to ni res, saj na tem območju ni bilo signala za mobilni telefon. In ko je prišel domov, je poklical policijo in prijavil dogodek. Poskrbel je, da je omenil, da je bila sama in da se je zdela opita. Policisti so kmalu zatem prispeli na kraj dogodka in našli Marin avto, vendar nje ni bilo nikjer. Območje so temeljito preiskali, vendar niso našli ničesar in primer je ostal nerešen. Iz frustracije je njena družina najela zasebnega detektiva, ki je nato podal svoje domneve o tem, kaj bi se tistega dne lahko zgodilo. Verjame, da je nekdo našel Maro ob cesti, potem ko je avtobusni voznik odšel in ji ponudil prevoz. Možno je, da je sprejela ponudbo za prevoz, nato pa bila ugrabljena. Verjetno ni želela, da bi avtobusni voznik poklical policijo, saj je pila alkohol in ker je bila registrska tablica v tistem času odvzeta zaradi neplačane kazni za prehitro vožnjo. Med nadaljnjo preiskavo je prišlo na dan, da je lahko potepuh, ki je takrat živel na tem območju, videl, kaj se je tisti dan zgodilo, ali pa je bil celo vpleten. V preteklosti je bil večkrat prijavljen zaradi nasilja nad ženskami. Nekoč je naletel na žensko, ki je obtičala ob cesti, in čeprav je bil sprva do nje prijazen, se je njegovo vedenje nenadoma spremenilo in jo je napadel. Naveden je bil kot oseba, ki jih zanima, vendar ne kot osumljenec. Preiskovalci pa niso želeli razkriti, ali so ga izsledili ali zaslišali. Družina Mare še vedno težko prenaša njeno odsotnost, vendar ostajajo upanja polni, da bodo nekega dne izvedeli, kaj se ji je zgodilo. Če prepoznate Maro z računalniško postarane fotografije ali imate kakršnekoli nove informacije za preiskovalce, vas prosijo, da kontaktirate enoto za nerazrešene primere New Hampshire na številko 6N01 3N 2N 7N 1N 2N 6N 6N 6 63. Ko gre za črne peščine plaže Piha, dragulja v pokrajini Aucklanda, mnogi verjamejo teorijam, da tam prežijo zlovešče stvari.
Ne glede na to, ali gre za serijske morilce, neznanega plenilca ali zle sile, mora obstajati razlaga za tiste, ki so skrivnostno izginili na ali okoli tega kraja. Zdi se pa, da bo razlago za te nenavadne skrivnosti težko najti, saj izginja vedno več ljudi. Septembra 2019 se je Aloy, francoski izmenjalni študent, preselil na Novo Zelandijo, da bi študiral angleščino. Živel je pri gostiteljski družini v Birkenheadu, ki se nahaja na severni obali. Minilo je nekaj mesecev, v katerih se je mladi študent privajal in posvečal študiju. Kar se je večine tiče, je šlo v njegovem življenju vse dobro. A vse to se je spremenilo marca 2020, ko je rastoča praznina obkrožila plažo Piha in postala lačna novih žrtev. Aloy je 6. marca zapustil dom svoje gostiteljske družine, vendar se ni vrnil domov na večerjo. Čeprav jih je njegova odsotnost skrbela, je bil Aloy odrasel in morda je preprosto raziskoval okolico. Nažalost, temu ni bilo tako. Nekaj ur se je spremenilo v nekaj dni, ne da bi se študent vrnil domov. Strahovi so začeli naraščati in policija je bila obveščena o tej nenavadni odsotnosti. Aucklandske oblasti so takoj začele preiskavo, vendar je bilo izjemno težko slediti njegovim korakom, saj niso vedele, v katero smer je odšel. Preiskovalci so se pregledali telefon mladeniča in začeli spremljati njegovo lokacijo, v upanju, da bodo ugotovili, kam bi lahko šel. Prva stvar, ki so jo odkrili, je bila, da je na Google zemljevidih iskal navodila za pot do Pihe. Iskanje je bilo opravljeno ob 5 uri zjutraj, 7. marca. Piha je bila znana po svojem znamenitem črnem pesku, Aloy pa se je tja odpravljal, da bi ga nekaj nabral in odnesel domov kot spominek. Zdaj, ko so imeli okvirno lokacijo, kjer bi lahko začeli iskati, so policisti pregledali varnostne kamere v upanju, da so ga morda posnele kamere v trgovini, na avtobusu ali na železniški postaji. To povpraševanje se je izkazalo za zelo koristno, saj so Aloya ujeli na varnostnih kamerah na železniški postaji Britomart ob 6:30 tistega jutra. Nekaj trenutkov kasneje so ga videli, kako je izstopil iz vlaka na postaji Fruit Frail. Nato pa je v skoraj 2 urah prehodil še 11 km proti cesti Piha, kamor je prispel malo po 9. uri tistega jutra. Njegov telefon je oddal signal na cesti Piha, vendar je kmalu zatem prenehal oddajati signal. Vse sledi Aloya so po njegovem prihodu na to območje izginile. Aucklandska policija se je odpravila na območje, da bi opravila fizično iskanje, vendar niso našli ničesar. Ni bilo nobenih fizičnih sledi in nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da je bil sploh kdaj tam. Ko so se stvari začele vračati v normalno stanje, je primer izginil iz javnosti. In zdaj je minilo že 5 let in še vedno nismo nič bliže rešitvi te neskončne skrivnosti. Ko ljubljena oseba izgine brez razlage, njena družina ostane v negotovosti. V večini primerov pa lahko le upajo in molijo, da jo bodo našli nepoškodovano. Toda ko primer pogrešane osebe ostane nerešen več let po dogodku, to upanje začne pojemati. In primeri, kot je tisti, ki vključuje 49-letno Pauline Sowry, popolnoma izgine. Zadnjič so Pauline videli, ko je preživljala čas s svojo družino v Wollongongu v Avstraliji, decembra 1993. Kasneje je prišlo na dan, da se je junija tistega leta ločila od moža in da je pri tem prejela precejšnjo vsoto denarja. Po besedah njenih prijateljev in družine je nato začela preživljati čas z ljudmi, ki so jih opisali kot slabo družbo in sumili so, da so jo ugrabili in oropali, preden so ji vzeli življenje. Točne okoliščine izginotja Pauline so v najboljšem primeru nejasne in ni bilo razkrito, kje so jo nazadnje videli ali kakšni so bili njeni načrti, ko je izginila. Leta 2002 so preiskovalci izjavili, da verjamejo, da eden ali več njenih novih znancev morda ve, kaj se ji je zgodilo in da so morda vpleteni v njeno izginotje. Leta 2008 je bila uradno razglašena za pokojno, kljub temu, da je niso našli. Leta 2023 so primer ponovno preučili in razpisali nagrado v višini $500,000 za vsakogar, ki bi posredoval informacije, ki bi vodile do njenega izsleditve ali do identifikacije njenega napadalca. Kmalu zatem je nekdo stopil v stik z oblastmi in jim predlagal, naj preiščejo gozdnato območje v Fig Treeju, kjer so preiskovalci našli prvi dokaz. Našli so 3 kose oblačil, za katere verjamejo, da so pripadali Paulini. Med najdenimi predmeti sta bila bela bluza z dolgimi rokavi, z belim in oranžnim šivom, ter temne hlače iz poliestra.
Ugotovili so, da je nekaj šivov dodala oseba, ki je nosila bluzo, in ker je bilo znano, da je Paulina pogosto ročno predelovala svoja oblačila, je to nakazovalo, da je to bila obleka, ki jo je nosila, ko so jo ugrabili. Toda tudi s temi novimi dokazi preiskovalci niso bili nič bližje prepoznavanju osumljenca in primer je znova zastal. Leta 2024 so oblasti prijele namig od člana javnosti, ki je izjavil, da je na dan njenega izginotja videl Paulino v belem modelu HK Kingswood limuzine iz leta 1968 južno od Wollongonga. Fotografija tega modela avtomobila je bila objavljena za javnost in vsakogar, ki se spomni, da je tisti dan na tem območju videl podoben avto, prosijo naj stopi v stik s policijo. Medtem se je preiskava nadaljevala in 29. maja 2025 so oblasti sporočile, da so aretirale osumljenca. Čeprav podrobnosti o tem, kako je bil moški identificiran kot osumljenec, niso bile razkrite, je znano, da so v Gwenvillu pridržali 64-letnega moškega. Obtožen je bil pomoči storilcu po kaznivem dejanju, saj naj bi pomagal napadalcem Pauline prikriti njene posmrtne ostanke. Ali psu v Comptonu vesoljci? To je vprašanje, ki je letos mnoge pustilo na trnih, ko je Jessica Ortiz objavila begajoč in srhljiv video. Na svoj Instagram profil je objavila 11 sekund dolg video, ki je bil posnet s kamero Ring na njenem verandi. Zjutraj, 5. junija, je Jessica prejela obvestilo, ki je prišlo okoli 1 ure zjutraj. Bilo je iz aplikacije Ring, ki je razkrila, da je bila zaznana gibanje pred njeno hišo. Ko je odprla obvestilo, jo je pričakala vznemirjajoča slika. Že na začetku posnetka je mogoče videti čudno postavo, ki odhaja iz vidnega polja. Jessica ni mogla verjeti temu, kar je videla, in je prosila sina, naj tudi on pregleda posnetek. Tudi on je opazil nekaj nenavadnega. Desno, tik ob verandi, je mimo hodil bitje, podobno vesoljcu, s ksenomorfno glavo in prosojnim telesom. Ko je njen sin pokazal na isto stvar, ki jo je videla tudi sama, je Jessica občutila olajšanje. Mi bila nora. Tam je res nekaj zloveščega prežalo, nekaj, kar ni z tega sveta. Ko jo je sin spodbudil, naj pokliče policijo, je to zavrnila, saj je verjela, da bodo mislili, da je nora. Namesto tega je to objavila na družbenih omrežjih, da bi videla, kaj si drugi mislijo o situaciji. Uporabniki so bili zaradi videnega vznemirjeni in so zahtevali pojasnila glede situacije. Toda Jessica ni imela odgovorov, ki so jih iskali. Prav tako jih niso imeli nobeni strokovnjaki. Lastnica ima okoli svojega doma še 2 kameri, vendar nobena od njiju ni posnela nezemeljskega bitja. Skrivnostno postavo so spremljali tudi nenavadni zvoki v ozadju, ki prav tako niso imeli nobene razlage in nobenega očitnega izvora, vendar so prihajali od nekje zunaj. Naslednji dan je Jessicina teta, ki živi v sosednji hiši, trdila, da je okoli 1 ure zjutraj, na dan, ko je bil posnetek narejen, slišala pokanje. Mislila je, da prihaja s strehe in je celo pogledala v strop, ko je to slišala. Slišala je tudi praskanje, še en pok in nato še zadnjega, preden je vse potihnilo. Razumljivo je, da so bili spletna skupnost, Jessica in njen sin, zaradi dogodka vznemirjeni, saj so verjeli, da je bila ta postava nezemljan. 57-letni Adel El Rafi je tragično izgubil življenje na božični dan leta 2022. Njegov primer pa ostaja nerešen tudi 3 leta kasneje. Čeprav je bil Adel musliman, je božič praznoval svojo ženo Lizo in preostalo družino, za katero ta praznik nikoli več ne bo enak. Na omenjeni dan je v Adelovem domačem kraju v Covingtonu v Tennesseeju snežilo. Družina pa je dopoldne preživela kot večina drugih družin na božični dan. Odpirali so darila in uživali v medsebojni družbi. Nate se je odpravil v svojo trgovino z mešanim blagom, ki se je imenovala Bull Run, in odprl vrata, če bi kdo potreboval še zadnje božične nakupe. Lisa je kasneje povedala, da je prosila Adela, naj ostane doma z njo in družino, vendar se je on odločil, da raje odpre trgovino. Nihče ni mogel pričakovati, da se bo nekaj med podnevom in 13. uro zgodilo. Moški vstopil v trgovino, potegnil strelno orožje in končal Adelovo življenje. Napadalca si je verjetno dobro ogledal, saj so morali stranke spustiti noter in je verjetno pričakoval, da je le še ena stranka. Ko so prizorišče obdelali, so ugotovili, da je Adel sedel za pultom, ko je napadalec začel streljati in ni imel niti časa, da bi se odzval ali pobegnil.
Moški je streljal skozi majhno odprtino v pleksi steklu, ki je bilo nameščeno pred pultom, zato ni mogel biti več kot 1 meter oddaljen od žrtve. Zdaj je razumljivo, da domnevajo, da je bil napad spodletel rob, vendar preiskovalci zdaj verjamejo, da je Adel poznal moškega, ki mu je vzel življenje, in da je bil morda reden kupec v trgovini. Pridobili so posnetke varnostnih kamer in takrat so preiskovalci našli svojo prvo sled. Posnetek je prikazal moškega, ki je vstopil v trgovino med poldnevom in eno popoldne v trgovini pa je ostal približno 2 minuti, preden je naglo odšel. Objavljena je bila slika iz posnetka, preiskovalci pa so prosili vse, ki ga prepoznajo, naj jih takoj kontaktirajo. Moškega opisujejo kot visokega, med 168 in 183 cm, suho postavo. Vse, ki prepoznajo moškega na fotografiji ali imajo kakršnekoli druge informacije v primeru Adel, prosijo naj kontaktirajo oddelek za kriminalistične preiskave policijske uprave Covington na številko 901 4751 264. Morda jo je nekdo odpeljal. Starši Noemi Bolivar so jokali, ko so ugotovili, da je njihova 21-letna hči skrivnostno izginila. Noemi se je rodila Maricel in Joseju, pripadnikoma cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Hollywood Hillsu. Mlada ženska se je rodila z ADHD-jem in visokofunkcionalnim avtizmom, vendar i to ni preprečilo, da bi sledila svojim sanjam. Njena sanja je bila delati za službo narodnih parkov. Leta 2020 pa je diplomirala na Univerzi Brighama Younga v Rexburgu v Idahu. Študij je prinesel diplomo iz ekologije rastlin in prostoživečih živali. Duhovno in naravoljubeča ženska je imela svoje zadeve urejene in si je zastavila načrte za dosego svojih ciljev. Nažalost, Noemi teh sanj nikoli ni dočakala, saj leta 2021 nepojasnjeno izginila iz Hollywooda na Floridi, kjer je živela s svojimi starši. Vse se je začelo 11. februarja okoli 16. ure. Ko je zapustila dom svojih staršev in se odpravila na sprehod v naravni rezervat, nato pa izginila v pozabo. Po odhodu iz doma svojih staršev so nadzorne kamere Broward County Transit ujele Noemi, ko je vstopila na avtobus na delu Sheridan Street pri številki 7000. Nekaj trenutkov kasneje se je avtobus ustavil na delu Sheridan Street pri številki 800. Noemi je tam izstopila ob obalnem plovnem kanalu. Okoli 18 ure tistega popoldneva je naredila selfie na razglednem stolpu v naravnem centru Ancob in ga poslala prijateljici z fakultete preko Snapchata. 15 minut kasneje pa je Noemi nenavadno utihnila. Do 7 zvečer so Bottleverjevi postali panični, ko se njihova hči ni vrnila domov in ni odgovarjala na telefon. Tisto noč bi morala sodelovati tudi na svetopisemskem študiju prek Zooma, vendar se ni pojavila. Družina se je odpravila na policijsko postajo v Hollywoodu in prijavila pogrešano osebo. Takoj so začeli preiskavo in izsledili Noemin telefon. Policija je odkrila, da se je naprava povezala z oddajnikom v bližini dela South Ocean Drive pri številki 2300, blizu plaže in 3 milje stran od naravnega centra. Signal je bil zaznan nekje med 22 in 23 uro tistega večera. Namesto da bi takoj izvedli obsežno iskanje območja, so oblasti čakale mučnih 6 dni in začele pravo iskanje šele 17. februarja. Prečesali so južni del naravnega centra Ancob v upanju, da bi našli kakršnekoli sledi Noemi, vendar niso našli nobenih dokazov. Panika se je resnično začela stopnjevati, ko v tednih, ki so sledili, ni bilo nobene telefonske aktivnosti, bančnih transakcij ali aktivnosti na družbenih omrežjih. Mlada ženska ni imela s seboj denarja, ko je odšla. Prav tako ni imela kreditne kartice ali osebnega dokumenta. Vse njene stvari so ostale doma. Družina Bolivar se je odločila najeti zasebnega detektiva, ko so ugotovili, da policijska preiskava ne vodi nikamor. Marca tistega leta je detektiv odkril, da je bil med njeno izginotjem Noemin telefon vklopljen in je začel pogovor s 3 njenimi prijatelji, vendar sporočila niso bila poslana in telefon je bil nato ponovno izklopljen. Od tam naprej so sledi ponovno zamrle in niso ponudile nobenih informacij, ki bi lahko vodile do izginule ženske. Okoliščine njenega izginotja so nedvomno zlovešče in vznemirjajoče. Izginotje in smrt. 32-letna Denise Leclerc leta 2000 v Burtonu v Michiganu ostajata nerazrešena.
Leta 2023 je policija objavila fotografijo prstana, ki je morda pripadal njenemu napadalcu, v upanju na nove sledi. Denise, ki je bila prvotno iz Covingtona v Kentuckyju, se je po srednji šoli poročila z Danielom Leclercjem in imela sta 2 otroka. V sredini 90-ih let sta se preselila v Grand Blanc Township pri Flintu v Michiganu, kjer je Denise delala v McLaren Regional Medical Centru. Čeprav se je zdelo, da ima ta idealen zakon, je bila Denise v razmerju s sodelavcem. 23. aprila 2000, po svoji izmeni ob 23 uri, Denise ni šla domov. Namesto tega je poslala razglednice na pošti v Burtonu in nato izginila. Njen rdeči Chevrolet Cavalier so okoli polnoči našli zapuščen na parkirišču pošte. Vrata na voznikovi strani so bila odprta, okno spuščeno, luči in smernik pa prižgani. Ključno je, da je bil avto odpeljan z parkirišča, preden je bila prijavljena kot pogrešana, kar je preiskavo kraja dogodka zamaknilo. V notranjosti je bil njen telefon priključen na polnilec, njene torbice pa ni bilo. Naslednje jutro so njena oblačila našli pol milje stran, v bližini zdravniške ordinacije. Njeno truplo so kmalu zatem našli na polju, oblečeno v spodnje perilo in plašč. Obdukcija je potrdila smrtonosni napad s strelnim orožjem. Najpomembnejši dokaz je bil zlat prstan z enim diamantom, ki so ga našli blizu njenega trupla. Verjamejo, da je med napadom zdrsnil s prsta storilca. Tako, Daniel Leclerc kot Denisin ljubimec sta bila izključena kot osumljenca na podlagi DNK dokazov, najdenih na kraju dogodka. In do danes njen napadalec ni bil nikoli identificiran. Napredna tehnologija, zlasti domači varnostni sistemi, kot so kamere na zvoncih Ring, je revolucionirala varnost, saj lastnikom domov omogoča zaznavanje vlomilcev in pomoč v primerih nesreč, ugrabitev ali pogrešanih oseb. A vendar so nekateri lastniki domov naleteli na vznemirljive dogodke in si želijo, da teh kamer nikoli ne bi namestili. Tako je bilo tudi v Sumterju v Južni Karolini leta 2021, ko je vznemirljiv posnetek kamere sprožil niz nenavadnih dogodkov v mirni soseski in pustil prebivalce v negotovosti. Po več prijavah o zamaskiranem moškem, ki se potika po območju, je šerifov urad okrožja Sumter začel preiskavo. Eden od prebivalcev soseske jim je predal srhljiv posnetek, ki natančno prikazuje, kaj je vznemirjalo skupnost. Na enem od posnetkov varnostne kamere je viden neznanec, ki neposredno zre v kamero. Njegova identiteta je skrita za belo masko z velikimi odprtinami za oči in 2 majhnima luknjicama za nosnici. Prizor je bil srhljiv in je lastnika hiše zaskrbelo za lastno varnost. Preostanek soseske je bil v stresu, ko so na svojih varnostnih kamerah našli istega zalezovalca. Lastnosti maske so primerjali z značilnostmi Slendermana, kar je v skupnosti sprožilo strah. Strašljiva oseba je prestrašila več ljudi, preden je izginila v temo noči. Čeprav zalezovalec ni počel ničesar nezakonitega, je policija vseeno želela izvedeti, kdo je. Zato so na Facebooku objavili posnetke iz nadzornih kamer ter prosili za dodatne informacije in morebitno identifikacijo. Dejanje je bilo sumljivo in policiste je zmedlo, zakaj bi nekdo to počel. Morda je bil to šaljivec, ki se je zelo trudil po nepotrebnem nadlegovati sosesko, ali pa je bil morda vlominec, ki je iskal hišo, v katero bi bilo najlažje vlomiti. Še bolj zlovešče pa je, da je morda šlo za neznanca, ki je iskal nekoga določenega. Ne glede na namene te osebe, nekateri opozarjajo, da takšno vznemirjajoče početje ni najbolj pametno. Če bi zamaskirani moški iz Južne Karoline naletel na napačno osebo, ki je morda oborožena, bi se lahko njegovo prikradanje končalo tragično. Kljub preiskavam tega dogodka, policiji ni uspelo ugotoviti, kdo je bil posameznik za masko. 1. februarja 1970 je skupina otrok uživala v snegu v New Yorku, ko so naleteli na pretresljivo odkritje. Eden od otrok je verjel, da je našel truplo in ob natančnejšem pregledu se je izkazalo, da ima prav. Stekli so domov, da bi obvestili svoje starše, ti pa so po potrditvi grozljivega odkritja obvestili oblasti. Policija je našla moškega, ki je ležal na hrbtu z iztegnjenimi rokami pred seboj. To je bil zelo nenavaden položaj za telo, preiskovalci pa so ga opisali, kot da bi bral neviden časopis. Ugotovljeno je bilo, da je bil žrtev umora in da je bil ustreljen.
Ocenili so, da je bil star med 35 in 45 let, visok 160 cm in težak približno 70 kg. Imel je rjave lase, bil je obrit in verjetno je bil napaden približno 48 ur, preden so ga našli. Takoj so domnevali, da je bil ubit drugje in da ga je napadalec po rokah odvlekel na kraj, kjer so ga našli, zaradi česar je bil zaradi mraza v nenavadnem položaju. V žepu je imel $156, ni imel nobenega dokumenta za identifikacijo in nenavadno je bilo, da je bil oblečen v več plasti oblačil. Prva plast pa je bil dežni plašč bež barve. Pod tem je nosil temno-zeleno obleko s črtami in kravato Playboy Enterprise, pod tem pa še pižamo. Na zapestju je imel uro Omega Seamaster in na enem izmed prstov velik zlat prstan. Poleg vsega tega je imel na nogah črne čevlje, ki so jih prekrivale galoše. Dvomljivo je bilo, da prihaja iz tega območja, nekateri preiskovalci pa so celo predlagali, da morda ni iz ZDA. Glavna teorija je bila, da prihaja iz Brazilije in to zaradi dejstva, da je bila njegova srajca izdelana tam. Po posvetovanju z zlatarjem so ugotovili, da je bil njegov prstan kupljen v tej državi. Poleg tega je bilo strelivo, uporabljeno v napadu, verjetno prav tako kupljeno v Braziliji. Predlagano je bilo, da se je odločil v plasti, da bi se ogrel in da je bil navajen toplejšega podnebja, kot je vreme v Braziliji. Kar zadeva motiv napada, so verjeli, da je bil upleten v organizirani kriminal in da so ga pripeljali v ZDA, preden so mu vzeli življenje, zato da napadalca ali napadalcev ne bi bilo mogoče izslediti. Prebivalce območja, vključno z znanimi kriminalci, so zasliševali, vendar nihče ni prepoznal moškega in njegova identiteta je ostala neznana vse do leta 2019, ko so se odločili, da je treba izkopati vzorce njegovih posmrtnih ostankov, da bi lahko zbrali njegov DNK. Forenzični risar je izdelal fotorobot moškega, katere fotografija je bila dana v javnost v upanju, da bi pridobili dodatne sledi. Naslednje leto je 42-letni Edward Sullivan, zapornik v Stormvillu v New Yorku, se je javil in izjavil, da ima informacije o neznanem moškem. Slišal je, kako so sojetniki govorili o 3 moških, ki so vzeli življenje kurirju prepovedanih substanc, preden so njegovo telo odvrgli na nasip. In poimenoval je sojetnike kot Alphonse Persico, Jerry Langella in Hugh McIntosh, za katere je bilo znano, da so povezani z mafijo. Vsi so medtem že umrli in še vedno ni znano, ali so bili vpleteni v smrt tega moškega. Do danes John Doe ostaja neidentificiran. Timontez Hurt se je rodil in odraščal v St. Louisu v Missouriju. Ko je dosegel najstniška leta, se je preselil v Nashville v Tennesseeju, kjer je obiskoval srednjo šolo. Redno se je vračal v St. Louis, da bi obiskal svojo družino. Leta 2023 je končal srednjo šolo in se vrnil v svoje domače mesto, kjer je obiskoval Univerzo Missouri Western. Vendar pa se je leto kasneje odločil vzeti semester premora, v upanju, da bo prihranil nekaj denarja. V tem času je živel v Grain Valley v Missouriju in delal v trgovini Price Chopper. Nažalost, 19-letnik nikoli ni dobil priložnosti, da bi nadaljeval študij. Namesto tega pa je postal središče skrivnostnega primera. Vse se je začelo 1. februarja 2024. Nepričakovano, okoli 3 ure zjutraj, Timontezova babica je prijela videoklic od njega. Trdi, da ni zvenel čisto kot on sam. Obnašal se je paranoično in jo celo prosil, naj moli zanj. Babica se je spomnila, da je govoril kot dojenček in zdelo se je, kot da so v sobi še drugi ljudje, moški in mlada ženska. Timontez je na to podal presenetljivo trditev. Rekel je, da so mu nekaj podtaknili, kar je njegova babica razumela kot to, da je nehote zaužil neznano snov. Ponavljal je, babica, imam občutek, kot da mi je nekdo nekaj dal. Bil je zmeden in ni zvenel nič podobno kot običajno. Videoklic je bil dovolj, da je babico prestrašil, zato je takoj poklicala 911 in jih poslala v vnukovo stanovanje na aveniji Baltimore, okoli številke 3900. Policija je prispela na dom in odpeljala Timonteza v bolnišnico Sveti Luka na pregled. Tam so ugotovili, da v njegovem telesu ni bilo nobenih substanc. Nekaj ur kasneje, ko se je njegovo stanje stabiliziralo, so mladega moškega odpustili iz bolnišnice. Okoli 11:50 tistega jutra je Timontez vstopil v taksi, ki ga je odložil na avtobusni postaji Greyhound na aveniji Trust okoli številke 1100.
Varnostne kamere so posnele prihod moškega na terminal in prav tako njegovo nenadno izginotje. Timantes je viden, kako izstopi iz avtomobila in se odpravi proti vratom postaje. Nažalost so bila vrata zaprta, zato se je obrnil in se odpravil nazaj proti taksiju, kjer je pustil svoj telefon. Potem, ko je poskušal ponovno vstopiti v vozilo, se je namesto tega obrnil, pustil telefon za seboj in odšel iz vidnega polja kamere v južno smer. Zadnjič so Timantesa opazili tistega popoldneva ob 13:30. Opazili so ga na območju 77. ulice in avenije Trost, 8 milj stran od postaje. Nepotrjeno opažanje ga je postavilo tudi v bližino 11. ulice in avenije Grand 27. marca 2024. Kljub namigu mladega moškega še niso našli. Okoliščine njegovega izginotja so nenavadne in skrivnostne. Človeški možgani so izjemno kompleksen in zanimiv organ, ki ga strokovnjaki še vedno ne razumejo popolnoma. Da bi opravili čim več raziskav na to temo, Univerza v Teksasu zbira možgane umrlih ljudi. Leta 2014 pa je to postalo predmet nenavadne skrivnosti, ki še vedno ni razrešena. Eden izmed možganov, ki si jih hranili na univerzi, je pripadal nekdanjemu marincu Charlesu Whitmanu. Rožen je bil v Lakefortu na Floridi leta 1941 in imel je težko otroštvo, saj noben dosežek, ki sta ga dosegla on in njegova brata, v očeh njegovega očeta nikoli ni bil dovolj dober. Bil je nasilen do svoje žene in po besedah tistih, ki so ga poznali, je bil nekoliko obseden z orožjem. Svoje te sinove je učil streljati že od zgodnjega otroštva. Charles pa je veljal za izjemnega strelca. Ko je odraščal, je sanjal o dnevu, ko bo lahko končno zapustil dom in pobegnil pred očetovo dominantno naravo. Zato se je leta 1959, ko je postal upravičen, takoj pridružil ameriškim marincem. Postal je ostrostrelec, medtem ko je študiral strojništvo. Leta 1962 pa se je poročil s Kathleen Leisner. Vojaško službo je zaključil leta 1964. 2 leti kasneje pa je začel pisati o svojih čustvih. Povedal je, da se je pogosto počutil neobvladljivo jezenega in zmedenega, ter da je pogosto imel občutek, kot da bo postal nasilen. Pomoč je iskal pri več zdravnikih in predpisali so mu zdravila, ki naj bi mu pomagala pri njegovi nestanovitni naravi. Toda do marca tistega leta se je odločil posvetovati s psihiatrom in nato je začel redno trpeti zaradi glavobolov. Težave niso mogli ugotoviti in psihiater mu je priporočil, naj se vrne na nadaljnje opazovanje, vendar tega ni storil. Njegovo stanje se je samo še poslabšalo in 1. avgusta 1966 je storil nekaj nepredstavljivega. Odpotoval je do hiše svoje matere, ker je vzel življenje. Nato pa se je vrnil v svojo hišo in tam končal tudi življenje svoje žene. Oblekel je par kakih delovnih oblačil in belo ruto, ter se preoblekel v vzdrževalca. Nato pa zbral zalogo orožja, ki jo je odnesel na vrh razglednega stolpa na Univerzi v Teksasu. Medtem ko se je prebijal na vrh, je končal življenje 2 ljudi. Ko je prispel tja, je zabarikadiral vrata na razgledno ploščad, našel ugoden položaj in začel streljati na ljudi spodaj. Ko so policisti končali njegovo življenje, je ubil 16 ljudi in resno ranil še 31, od katerih je eden kasneje umrl zaradi zapletov. Med obdukcijo so končno odkrili vzrok njegovih glavobolov, saj so v njegovih možganih našli tumor v velikosti oreha. Moški, znan preprosto kot John, je od svojega očeta podedoval zanimivo, nedolžno videti lutko, ki jo je ta prejel od nekoga drugega v 60. letih prejšnjega stoletja. Lastnosti lutke so temeljile na starejšem moškem s sivimi lasmi, očali in obleko, zato so jo poimenovali lutka starega moža. John je lutko odnesel domov in jo postavil na polico, nato pa nanjo ni več veliko mislil. Potem pa se je nekega večera zbudil in zagledal pretresljiv prizor. Pojasnil je, da se je zbudil in ležal popolnoma buden v posteli, ko je nenadoma nekaj pritegnilo njegovo pozornost. Mislil je, da je videl senco, ki se je premaknila blizu okna. Nato pa so se mu brez kakršnega koli opozorila okoli vratu začele zategovati roke. Bila je lutka starega moža. Obupano je poskušal zbuditi svojo ženo, a se ni premaknila. John se je z lutko, ki je sedela na drugi strani sobe, s srhljivim nasmeškom na obrazu, gledal iz oči v oči. Že v tistem trenutku je vedel, da mora lutka stran.
Ker je verjel, da ga ta neživa stvar preganja in mu skuša vzeti življenje, je John stopil v stik s paranormalno preiskovalko Jane Harris. Opisoval je občutek omotice in migren, odkar je lutko prinesel domov. Imel je tudi hude nočne more, med drugim eno, v kateri je star moški sedel ob vznožju njegove postelje ali ga držal pritisnjenega ob posteljo. Jane iz Stourbridgea je svojo preiskavo začela z uporabo nadzornih kamer, priročne tehnologije, ki bi lahko potrdila ali ovrgla paranormalno prisotnost okoli predmeta. Naslednje 3 mesece je snemala lutko, ki je bila zaklenjena v razstavnem vitrini. Kamera bi snemala od 23:30 do 2:30 naslednje jutro. Nekega večera je kamera z nočnim vidom ujela nekaj, kar bi vsakomur povzročilo mravljince po hrbtu. Bil je 13. julij 2015. Ura je bila 2:05. Ko je kamera ujela nekaj nepojasnljivega. Ko je lutka sedela pokončno v svojem ohišju, je gibanje v notranjosti kmalu postalo očitno. Upravljalni križ lutke starega moža se je začel počasi premikati naokoli, kot da bi se nekdo poskušal igrati z njim. Rahlo se zatrese, preden se zaleti v stekleno ploščo. Jane je seveda takrat spala in je gibanje opazila šele naslednje jutro, ko si je ponovno ogledala posnetek. Bilo je vznemirjajoče, a hkrati tudi razburljivo. V vseh prejšnjih preiskavah je ujela le meglico in lebdeče krogle. To je bilo nekaj povsem drugega. Po odkritju je John dovolil paranormalni preiskovalki, da obdrži lutko, še posebej, ker ga je lutka poskušala zadaviti. Jane je odnesla lutko starega moža v svojo klet, zapečatila njeno vitrino in oblagoslovila sveto vodo, kjer ostaja še danes. Žalostno dejstvo je, da ko nekdo ni več sposoben skrbeti zase, mora zaupati svojim bližnjim, da mu zagotovijo vse, kar potrebuje, tudi medicinsko v vsakdanjem življenju. V nekaterih primerih pa postane nemogoče skrbeti zanje doma in treba je sprejeti težko odločitev, da se ta odgovornost prepusti strokovnim negovalcem, kar se je zgodilo tudi z moškim po imenu Van Ingram. Van Ingramu so pri 8 letih diagnosticirali hudo obliko avtizma. Trpel je zaradi napadov in ko je odraščal, je začel izkazovati neprimerno vedenje. Pogosto je sledil svojim nagonom in se nevede postavljal v nevarne situacije. Zato se je njegova mati odločila, da ga odpelje k zdravniku, ki je ugotovil, da je avtist in da je njegovo stanje na hujšem delu spektra. Sčasoma je postajalo vse težje nadzorovati njegovo vedenje. Zato se je njegova družina po nasvetu zdravnikov odločila, da bo boljšo oskrbo prejel v ustanovi Fairview Development Center v Costa Mesa v Kaliforniji. V tistem istem letu, pri 8 letih, je začel živeti v ustanovi in hitro je postalo jasno, da potrebuje stalni nadzor in oskrbo. Bil je zelo energičen otrok in se je težko zadržal pri miru celo za nekaj minut. Njegova družina pa je vedela, da bodo strokovnjaki v ustanovi lahko bolje skrbeli zanj, kot bi lahko sami. Van je ostal pod oskrbo do konca svojega življenja, vendar se je leta 2007, ko je bil star 50 let, zgodilo nekaj, kar še vedno ni bilo v celoti pojasnjeno. Okoli 5:30 zjutraj 6. junija tistega leta so zaposleni v centru trdili, da so ga našli nezavestnega, kako leži na tleh poleg svoje postelje. Ni se zdelo, da bi utrpel kakšne očitne poškodbe, zato so ga poskušali zbuditi, vendar brez uspeha. Njegovi oskrbniki so ga posadili na stol, ga oblekli in poskušali spraviti na noge, a ker niso dobili nobenega odziva, so ga na koncu spet položili v posteljo. V takšni situaciji je osebje v centru usposobljeno, da stabilizira pacientov vrat, vendar so tokrat to zanemarili in pomoč reševalcev poklicali šele 2 uri potem, ko so našli Vana neodzivnega. Odpeljali so ga v bolnišnico Hoag, kjer so naredili rentgenske posnetke in ugotovili, da je utrpel hudo poškodbo hrbtenice. Zdravnik, ki je to ugotovil, je v svojem poročilu dodal tudi, da se taka poškodba ne more zgoditi zgolj zaradi padca iz postelje in da je morala biti prisotna prekomerna sila. Medtem je negovalni center Vanovo poškodbo navedel kot neposredno posledico tega, kar so imenovali zdrs iz postelje, vendar njegova družina temu ni verjela. Trdili so, da ni prejel oskrbe, ki bi jo moral, in da je bilo osebje v ustanovi malomarno, potem ko so ga našli v nezavestnem stanju. Poleg tega so trdili, da so njegovi negovalci poskušali prikriti dejstvo, da je utrpel hudo poškodbo. Ena zadnjih fotografij Vana ga prikazuje, kako leži v bolniški posteli po incidentu, o prisotnosti svoje družine.
6 dni kasneje je zaradi poškodb umrl, njegova družina pa je vložila odškodninsko tožbo zaradi protipravno povzročene smrti. Preiskava je pokazala, da je nekdo v stanovi prijel Vana v prijem okoli vratu in mu pri tem zlomil vrat. Od trenutka, ko je človek začel raziskovati preostali svet, so se staroselska ljudstva po vsem svetu soočala s ciljanimi napadi prišlekov. Ko smo prehajali v moderno dobo, so bili mnogi prisiljeni sprejeti spremembe, ki so jih te prinesle. Toda tudi ko se je vzpostavil občutek sobivanja, so se napadi nadaljevali. Mnogi staroselci so prizadeti zaradi nesorazmerno velikega števila izginotij in umorov. Pogosto se na te primere zamiži. Le še en obraz na strani MMIWG je postala Caitlin Potts, staroselka iz Alberte v Kanadi. Caitlin je bila zelo prisotna na družbenih omrežjih. Vedno je objavljala na različnih platformah, pošiljala sporočila sorodnikom in prijateljem. Toda 22. februarja 2016 je ta živahna in odprta osebnost nenadoma izginila iz spletnega sveta. Istega dne je 27-letna Caitlin svoji sestri poslala sporočilo prek Facebooka in to je bilo zadnjič, ko se je komu oglasila. V sporočilu je pisalo, da je v Kelowni in da je našla nekoga, ki jo bo odpeljal v Calgary v Alberti. Caitlin je pojasnila, da jo bo neznanec peljal prek Kijiji. Njen glavni cilj pa je bil srečati se s sestro, ki je živela v Edmontonu. Nekaj časa sta živeli skupaj, dokler se pred nekaj meseci mlada ženska ni odločila preseliti v Enderby v Britanski Kolumbiji, ki je 1 uro oddaljen od Kelowni. Želela je biti bližje svojemu fantu, s katerim sta imela razmerje z vzponi in padci. Domnevno je bil nasilen do Kate in je bil leta 2014 celo obtožen napada. Tisti isti dan, tik preden je sporočila svoji sestri, je sporočilo poslala tudi svojemu fantu in izrazila nezadovoljstvo zaradi denarja, ki naj bi ji ga dolgovala. Caitlin je po svojem zadnjem sporočilu nenavadno utihnila, kar je povzročilo zaskrbljenost med družino in prijatelji. Po besedah njene sostanovalke ter sama in Arma, naj bi se Caitlin prejšnjo noč srečala s tujcem. Sostanovalka te osebe nikoli ni spoznala. Prav tako pa ni bilo jasno, ali naj bi jo ta oseba peljala v Calgary ali pa je šlo za nekoga drugega. V naslednjih dneh je družino prešinila srhljiva ugotovitev. Caitlin je izginila. Ni bilo nobenih novih objav, nobenih sporočil, le neusmiljena tišina. Družina se je 1. marca odpravila na kanadsko kraljevo konjeniško policijo in prijavila izginotje ženske, v upanju, da bo preiskava hitro stekla. Toda glede na to, kako so organi pregona obravnavali primere staroselcev, so ta upanja hitro splahnela. Odkar so Caitlin nazadnje videli in prijavili kot pogrešano, je minilo prvih 9 dni. Nato pa je trajalo še dodatek 19 dni, da je kanadska kraljeva konjeniška policija dejansko izdala uradno obvestilo o pogrešani osebi. Obvestilo je preprosto zapisalo, citiram: Enota za večje zločine, RCMP, zdaj pomaga Vernon North Okanagan RCMP pri preiskavi primera Potts. Kljub obsežnim iskalnim prizadevanjem domorodnih skupin in protestom gibanja za pogrešane in umrjene domorodne ženske in dekleta, je Caitlinino izginotje ostalo nerešeno več mesecev. V začetku leta 2017 je kanadska kraljeva konjeniška policija objavila posnetke nadzornih kamer, na katerih Caitlin vstopa v nakupovalni center Orchard Park dan pred njenim izginotjem, v upanju, da bodo ponovno vzbudili zanimanje javnosti. Njihov glavni osumljenec ostaja neznanec, ki ga je spoznala noč pred svojim izginotjem. A 9 let kasneje sta identiteta te osebe in okoliščine Caitlinega izginotja še vedno neznani. Njena družina in skupnost pa ostajata brez odgovora. Lonnie David Franklin mlajši, serijski morilec, bolj znan kot Grim Sleeper, je dobil Tausdevek zaradi dejstva, da se je potem, ko je ubil več ljudi, nepojasnjeno odločil narediti 14-letni premor v svojem kriminalnem pohodu. Rojen je bil v Los Angelesu leta 1952, skupaj z ženo pa sta imela 2 otroka. Sredi 80-ih let je policiji v Los Angelesu postalo jasno, da nekdo cilja in končuje življenja temnopoltih žensk, ki so v tistem območju delale kot seksualne delavke. Storilka so sprva poimenovali Southside Slayer. Preiskovalci pa so ocenili, da je do leta 1985 ubil najmanj 13 žensk. Novica o morebitnem aktivnem serijskem morilcu je bila javnosti razkrita šele tistega leta, ko je policija prosila javnost za namige.
In naslednje leto sta bili tej številki dodani še 2 žrtvi. Ustanovljena je bila posebna skupina, ki se je osredotočila izključno na primer Southside Slayerja, vendar je dosegla zelo malo napredka pri prepoznavanju storilca. Ponujena je bila nagrada v višini $25,000 za vsakogar bi lahko prepoznal napadalca, vendar še vedno nihče se ni oglasil z nobenimi koristnimi informacijami. Do leta 1987 je bila posebna skupina zmanjšana, saj v primeru praktično ni bilo nobenega napredka. Prav tako so odkrili, da je bilo v Los Angelesu istočasno dejavno več drugih serijskih morilcev in da Southside Slayer ni bil odgovoren za toliko napadov, kot so prej verjeli. V naslednjih 2 desetletjih so identificirali več žrtev, vendar pri prepoznavanju napadalca ni bilo nobenega napredka. Ustvarjena je bila še ena posebna skupina, imenovana 800 Task Force, in do leta 2008 je bila nagrada za informacije povečana na $500,000. Do zdaj so primer spremljali ljudje po vsej državi. Prebivalcem Los Angelesa pa so svetovali, naj bodo pozorni na kakršnokoli sumljivo dejavnost, ter naj ostanejo budni in previdni. Leta 2009 so med tiskovno konferenco napadalcev vzdevek spremenili v Grim Sleeperja. Obenem so poročali, da je moški stopil v stik z oblastmi, potem ko je bil priča, kako je nekdo odvrgel človeške ostanke. Uspelo mu je policiji posredovati registrsko številko kombija tega moškega, in ko so jo izsledili, so jo povezali z neaktivno kozmopolitsko cerkvijo. Ena ženska je komaj ušla napadu, med zaslišanjem pa je razkrila, da je bil moški odgovoren za zločine, Afroameričan v svojih 30-ih in da je bil urejeno oblečen v kakih hlače in polo majico. Lonnie David Franklin Maishi je postal osumljenec potem, ko so aretirali njegovega sina. In njegova DNK se je ujemala kot sorodstveno ujemanje z DNK, najdeno na nekaterih prizoriščih zločina. Franklinova DNK je bila zbrana v restavraciji, ki jo je pogosto obiskoval. In ko so jo povezali z napadalcem, so ga končno aretirali julija 2010. Kasneje istega leta je policija razkrila, da so v preiskavi Franklinove hiše našli več kot 1000 fotografij žensk, za katere domnevajo, da jih je posnel on. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.